Thrift shopping, z drugim imenom second hand shopping oziroma kupovanje rabljenih oblačil. Večini ljudi, ki pomisli na kupovanje rabljenih oblačil, je to tako, pa ne bom nosila nekaj, kar je že nekdo drug nosil, pa tam hodijo samo revni ljudje kupovati, a ne? To so neke take zelo pogoste zmote oziroma predsodki, ki se držijo second hand shoppinga. Tudi jaz sem bila taka na začetku, priznam, dokler se nisem malo bolj začela v to poglabljati, pa dokler se nisem malo bolj začela pogovarjati z ljudmi, ki zelo veliko hodijo v second hand shope, pa dokler nisem začela gledati youtuberk, ki so hodile po second hand shopih in najdle najbolj nore kose možno za minimalne cene. In pol si rečeš, če lahko one, a ne, a je to samo v Ameriki tako, da imajo v second hand shopih take hude stvari toliko poceni, ali se tudi pri nas da kaj takega dobiti. In potem sem začela raziskovati second hand shope v Sloveniji in second hand shope v Črni Gori in izmenjevalnice oblačil in vse te zadeve in na koncu pogruntaš, wow! V bistvu se da najti ful stvari in ful dobrih stvari za izjemno nizke cene. En video o second hand shoppingu in thrift shoppingu sem posnela že z Niko Ilič, ki si ga lahko tukaj pogledaš. In tam smo tudi šle fizično v second hand shop in malo pogledale, kakšne stvari lahko najdeš in tako. In zdaj razlogov, zakaj kupovati v second hand shopu je več. Ena je, cene so božjasno nizke in ta je meni zelo všeč. Druga je, dobiš kose, ki jih praktično noben drug nima. Zato, ker je tam samo en kos, samo v tej velikosti in to je to. Tretja stvar je pa vzdržnostno. To je direktni prevod besede sustainable. V smislu, da ne odvzemaš nič od narave, ampak probaš zadevo ustvariti nevtralno, pač da ne koristimo novih sestavin, da naredimo oblačila, da ne mečemo stran starih oblačil in na ta način pomagamo zemlji, da se reši vseh teh odpadkov. Če sam pogledaš z enim nakupom v second hand shopu, kjer ti prineseš 3 nove majice od tega, to pomeni, da 3 nove majice, ki bi drugače končale na smetišču, slej ko prej nekje v tej verigi oblačil, bodo zdaj še enkrat uporabljene. Z druge strani pa, če jih greš kupiti skoraj kjerkoli trgovino, zato ker so praktično že vse trgovine labeled as fast fashion, pa prideš do tega, da podpiraš celo verigo nekih neetičnih odločitev. Tudi iz tega razloga sem jaz rekla, da bi želela čim več kupovati second hand. Tisto navdušenje, ko najdeš stvar, ki je res dobre kvalitete, ki je res debel bombaž, kvalitetno ukrojena, ki ti pade ulita na telo. Tako da danes sem se odločila, da bom šla s tabo čez par svojih najljubših kosov, ki sem jih kupila v second hand trgovinah oziroma v nekih izmenjevalnicah. Zakaj so mi všeč, koliko so bile približno, v upanju, da tudi vas navdušim, da greste se vsaj sprehoditi čez en second hand shop. Ne? Sej pač ni vedno easy, ampak dajmo probati. Začnimo s srajčkami. Te najrajš kupujem, vedno se najde kaj zanimivega. Kot naprimer tale srebrna srajčka. Malenkost iz moje cone komforta, shiny, srebrna, sam enim gumbom. Se pa v njej odlično počutim in pogosto jo oblečem. Naslednja je živo rdeča srajca, malo debelejšega bombaža. Te se malo izogibam, ker je res in your face rdeča, ampak počasi se učim tudi njo vkomponirati v svoje outfite. Če se prav spomnim, sta bile te dve srajčke po 4 evre. Rar, Afrika kliče. Tole majčko sem izmenjala na eni izmenjevalnici oblačil v Ljubljani in je edini kos oblačila z živalskim potiskom, ki ga imam. Pogosto posežem po njej, je pa res, da jo ponavadi mal skrijem s kakšnim blazerjem čez. Tole pa je moja najljubša srajčka. Vključuje kar 3 trende, plus totalno se vklopi v moj osebni stil. Je rahlo prosojna, ima malenkost pufaste rokave in prelepe detajle v temno-plavi barvi, ki je letos Panettone barva leta. Blazerček v isto temno-modri barvi. Najprej sem razmišljala, pa zakaj bi imela blazer s kratkimi rokavi? To je pač res ena najbolj neuporabnih stvari ever. Ni res. V Podgorici mi še kako prav pride, ko hočem narediti outfit malo bolj posloven, ampak je zunaj 32 stopinj in bi z dolgimi rokavi umrla. Tale blazerček je bil res pozitivno presenečenje za 7 evrov. Še en go-to blazer. Klasičen, ulitoteliran.
Mene črna barva čist poje in se je zato zelo izogibam sploh pri obrazu. Ampak tale blazer povleče pa na bolj sivo, plus ima neke sive črte vmes, ki ga še bolj naredijo zanimivega. Tudi tale mislim, da ni bil več kot 7 evrov in še danes ne moram verjeti, kako dobro mi stoji. Mini jakenca. S tole ima malo love-hate odnos. Se jo včasih obožujem in bi jo skos nosila, po drugi strani pa imam občutek, da mi z ničemer ne paše skupaj. Tako da se še lovim, kako bi jo oblekla. Bomber jacket, eden prvih thrift findov v Črni Gori. Nekje v pozabljenem kotu se je sramežljivo skrivala tale jakenca za 5 evrov. Je eno številko manjša, kot jih jaz drugače nosim, kar mi je sicer super, ker pride potem takole lepo odsekana kot neka cropped verzija. In pa creme de la creme, satenasto krilo z mašnjo. V tole krilo sem se popolnoma zaljubila in če bi ga še zlikala, preden sem začela tole snemati, bi pa res lahko zasijal vsej svoji lepoti. Navdušena nad tem, da mi je prav, navdušena nad dolžino, navdušena nad mašno. Pas za mašno je bil na eni strani malo razparan, tako da sem mi dodala 2 šiva in to je bilo to. Ok, upam, da sem te vsaj malo navdušila za second hand shopping in da bo šla tudi ti kdaj thriftat s svojimi kolegicami. Če boste kaj zanimivega najdle, veš, kje mi lahko pošljaš, Instagram, Facebook grupa, ne pozabiti, najdi svoj stil. Me pa zanima, če bi radi videli kakšen thrift haul, da vzamem kamero, takrat sabo, ko grem jaz v shopping z rabljenimi oblačili in kako to zgleda, kaj ponavad najdem in tako naprej. Povejte mi dol v komentarje. Lepo se imejte, se vidimo spet kmalu, pa adijo. Čau!